Portal 100. Intervju. Dobrodošli v Portal 100 intervjuju. To je prva sezona in 7. epizoda. V tokratni epizodi pa je z mano oseba, na katero verjamem, da se je kdo že obrnil, kdaj ko je rabo pomoč. Mrzdo mogoče niti ne ve, kdo je trenutno oseba, ki zastopa to funkcijo, ampak verjamem, da veliko pripomore k naši skupnosti, ko je treba seveda reševati kakšne težave ali kaj predlagati in podobno. Z mano je gospod Peter Svetina, ki je varuh človekovih pravic od leta 2019. Kar en lep pozdrav tudi vam. Dober dan in lep pozdrav. Najprej za začetek hvala, ker ste se odzvali mojemu vabilu, pa da ste prišel na en tak sproščen pogovor. Mi zelo pomeni veliko to, pa tudi, da moji poslušalci, ki me spremljajo, mogoče tisti, ki ne vejo, kaj počnete, da zvejo, pa mogoče kdaj tudi vas kaj vprašajo, če bi rabili. Ja, z veseljem in hvala za povabilo. Zdaj, varuha človekovih pravic ima Republika Slovenija že od leta 1995. Kot prvi varuh je s to funkcijo nastopil gospod Ivan Bizjak. Varuha človekovih pravic določi Državni zbor oziroma ga predlaga predsednik republike za obdobje 6 let. Se pravi, če mi dva pravilno sklepava, ste vi na tej funkciji še do naslednjega leta. Tako je. Zdaj je 5. leto, ko sem na tej funkciji. Izteče se mi februarja prihodnje leto. Me pa zanima, v bistvu, kdo je sploh varuh človekovih pravic in kaj varuh človekovih pravic počne? Varuha človekovih pravic, kot ste povedali, smo v Sloveniji vpisali v ustavo v ustavo že takoj ob samem začetku in pa potem je bil tudi leta 1994 sprejet zakon o varuhu človekovih pravic. Tako da varuh človekovih pravic je neko ogledalo državi, kajti varuh človekovih pravic opozarja državo na kršitve, ki jih ugotavlja strani državnih organov lokalnih skupnosti in pa nosilcev javnih pooblastil. Povedali ste tudi, da osebo, predstojnika inštitucije varuha človekovih pravic voli Državni zbor s dvotretjinsko večino na predlog predsednika republike. Mandat je 6 let in ga je možno enkrat tudi ponoviti. Varuh se odziva po eni strani na pobude, ki jih sprejemlja od prebivalk in prebivalcev v Republiki Sloveniji, po drugi strani pa odpira tudi vprašanja in pa širša vprašanja na podlagi lastne pobude, ko zazna, da se v družbi dogajajo stvari, ki naj se ne bi, ko prihaja do kršitev človekovih pravic, takrat varuh to tudi na lastno iniciativo preveri. Slovenski varuh človekovih pravic je tudi nacionalna inštitucija za človekove pravice, kar je v bistvu neka vzporedna zadeva, tako po eni strani ima ombudsmansko funkcijo, po drugi strani pa kot nacionalna inštitucija za človekove pravice. Jaz moram reči, jaz sem zelo vesel in ponosen, da smo v letu 2021 prvič v zgodovini Republike Slovenije dosegli status A po pariških načelih, kar pomeni najvišji status nacionalne inštitucije za človekove pravice v mednarodnem merilu. Povejte mi, zdaj nekako ste razložil, kaj pomeni, kaj varuh počne kot, recimo temu, po zakonu, se pravi, da se drži nekega prava, da upošteva neka pravila, ampak zanima me, glede na to, vi ste non-stop v kontaktu z ljudmi, z raznimi, kakšne osebne lastnosti mora imeti oseba, da lahko sploh to funkcijo opravlja? Kakšen mora biti po vašem mnenju varuh ali pa kakšen ste vi mogoče v tem smislu kot oseba, da lahko v bistvu to funkcijo opravljate? Jaz mislim, da mora biti človek v prvem vrsti odprt,
empatičen in pa širok. Tako da je sposoben se nekje poistovetiti s krivicami, ki se ljudem dogajajo, pa tudi, če to v bistvu raje rekel s stiskami, kajti mnoge pobude, ki jih ljudje k nam pošiljajo, niti niso kršitve, vendar jih ljudje tako občutijo in ljudje se obrnejo na nas, kadar so v stiski, in to je treba razumeti. Tako da je to neka kombinacija po eni strani upoštevanja zakonodaje, ki je zelo pomembna, nenazadnje Slovenija je pravna država in varuhovo delo temelji na ustavi in pa na zakonu o varuhu človekovih pravic. Zraven pa je potrebno z neko vseeno distanco imeti empatijo do ljudi, se odzvati na njihove pobude, na njihove stiske in v tem smislu tudi nadaljevati. Tako da zagotovo lahko po 5 letih rečem, da je svojevrsten izziv se vsakodnevno srečevati s težavami, ki jih imajo ljudje. Zagotovo je največja težava, ko vidimo sodelavkami in sodelavci in tudi sam, da zadeve ne moremo rešiti, da ljudem ne moremo pomagati, ker ali to ne sodi v našo pristojnost, ali so vsi roki zamujeni. Tako da je delo, moram reči, izjemno zanimivo, izjemno dinamično, predvsem pa zadeva veliko področji delovanja človeka in skupnosti in zato je še toliko bolj dinamično. Kdo se lahko obrne na varuha? Se pravi, recimo v tem smislu, se lahko na vas na primer obrne nekdo, ko še ni polnoleten, se pravi otrok sam, ali se lahko obrne na vas pravna oseba, fizična, se pravi, kdo v bistvu, a se lahko praktično vsak obrne na vas, seveda, če se tiče težava, s katero se srečuje dejansko področje, ki ga vi pokrivate? Zagotovo se lahko na nas obrne vsakdo. Vsakdo, ki meni, da so mu kršene človekove pravice, ima možnost, da se obrne na nas in zagotovo vedno pozivamo, naj se vsakdo obrne na nas. Ko že omenjate otroke, mladoletne, je to nek zelo pomemben segment, ki ga tudi pokrivamo, po eni strani samo področje otrokovih pravic, po drugi strani tudi zagovorništvo, ki ga izvaja varuh človekovih pravic. Tako da nam je zelo pomembno, da tudi otroci dobijo svoj glas in da upoštevamo glas otroka in imamo tudi posebno telefonsko številko in posebni elektronski naslov, na katerega se otroci ločeno od tistega našega klasičnega lahko tudi obračajo. Seveda mi precenimo, ko se nekdo obrne na nas, ali imamo pristojnosti delovanja na tem področju. Kot sem že povedal, imamo pristojnost do državnih organov, organov lokalnih skupnosti in pa nosilcev javnih pooblastil. Mi ne moremo in ne smemo vstopati v neke družinske spore, v medsosedske spore, ne vmešavamo se v delo sodišč, to je tudi neodvisna veja oblasti, tako da so zagotovo zakonsko omejene naše pristojnosti. Vsako pobudo, ki pa pride na nas, to se pobuda imenujemo pritožbo, mnenje vsakega, ki ga pošlje k nam, to tudi zelo skrbno preberemo, obravnavamo in potem vsakemu človeku tudi odgovorimo, razen če so pisma ali telefonski klici ali pa elektronska sporočila žaljiva, takrat pa pač ne. Koliko časa pa se povprečno čaka na vaš odgovor? Recimo, da bi jaz danes vam poslal nekaj, da bi rabil neko informacijo, neko pomoč. Koliko časa ponavadi traja, da recimo temu, da se začne ta primer reševati, bom tako rekel? Prvi odgovor zagotovo pride v roku 14 dni. Pri nas gre vse v reševanje, vse zadeve, ki pridejo v hišo, v enotno vstopno točko, odkoder se potem tudi ali odgovori posamezniku in se ga pozove k dopolnitvi vloge, ali pa gre na področje oziroma podpodročja
in v roku 14 dni zagotovo prejmete naš prvi odgovor, ki pa še ne pomeni kompletne razrešitve težave, s katero se srečujete. Mi se takoj ob prejemu dokumentacije obrnemo tudi na organ, ki ga pobudnik ocenjuje, da je cenil njegove človekove pravice, ker je naloga varuha biti neodvisen in nepristranski, tako da se vedno vpraša tudi organ, ki se mu očita kršitev. Počakamo potem na odgovor organa, če nismo z njim zadovoljni, ponovno prosimo za dopolnitve, seznanimo tudi pobudnika s tem, kaj je organ odgovoril, ter razrešimo njegovo zadevo. Kako hitro se pa zadeva razreši, pa ni vedno odvisno zgolj od nas, kajti zelo pogosto se dogaja tudi, kar vedo tudi vaši poslušalke in poslušalci, da organi tako kot ljudem ne odgovarjajo, tudi varuhu ne odgovarjajo, čeprav so zavezani zakonom, da to morajo narediti. Tako da mi uporabljamo potem tudi različne zakonsko predpisane zadeve, ko pošljemo urgence, ko pozovemo organ, da odgovori, ko potem tudi povemo, da s tem ovirajo delo varuha, kar je kršitev zakona o varuhu človekovih pravic. Tako da včasih ti postopki trajajo tudi dlje, zaradi zahtevnosti primera, zaradi neodzivnosti organa. Verjamemo pa, da ravno takrat, ko imajo ljudje takšne velike težave, da so nezadovoljni tudi z našim delom, ker po njihovem mnenju prepozno dobivajo odgovore oziroma morajo na nje čakati. Predvidevam, da ste vi v vašem mandatu šel kar, dajmo reči, čez eno zelo težko obdobje, stiska ljudi je čez dalje večja. Ne? Vemo, po eni strani je bila korona v tistem času. Ne? Jaz priznam, da sem takrat največkrat slišal za človekove pravice, ne? Ampak mi dva nova o tem govorila, ampak sem povem, da sem jaz takrat to največkrat slišal. Ne? Verjetno je dela na tem področju, se pravi, da se ljudje čez dalje več obračajo na vas. Verjetno ni čez dalje manj prošenj za pomoč, ampak jih je več, verjetno. Jaz tako predvidevam. Pravilno predvidevate. Dejansko je. V času pred korono smo imeli nekje, bom rekel, klasično obdobje delovanja, ko je bilo kar primerljivo skozi vsa leta, koliko pobud je prihajalo, koliko ljudi se je obrnilo na varuha. Čas korone je bilo zagotovo eno najtežjih obdobij v zgodovini sodobne družbe po drugi svetovni vojni, po sprejetju deklaracije Združenih narodov o človekovih pravicah. In to je bilo tisto obdobje, ko so bile človekove pravice zelo na udaru. Takrat je tudi se začela bolj javna debata o tem, da človekove pravice je mogoče omejevati. Jaz sem se takrat tudi neposredno srečeval po teh različnih omrežjih s kolegicami in kolegi iz celotnega sveta, kjer smo videli, da imajo različne oblasti, različne prijeme, pa tudi nenazadnje smo bili kot varuhi pred izzivom, kako na to reagirati. Po eni strani je bilo ogroženo zdravje ljudi, po drugi strani pa so države s posameznimi represivnimi prijemi skušale omejevati človekove pravice. Takrat smo že upozorili tako enotno po svetu, kot pa tudi sam sem upozoril oblast, da je človekove pravice možno omejevati, ampak tole z zakonom in pa mora biti jasen namen, trajanje in pa sorazmernost omejevanja človekovih pravic. Ampak to ne velja zgolj za čas izrednih razmer, kot velja tudi za druga obdobja, se pravi večino človekovih pravic, zgolj tiste, ki so res temeljne svoboščine, ki so nedotakljive, je mogoče omejevati, ampak to, kot sem rekel, zakonom in sorazmerno. Tako da zagotovo je, bom rekel, moj mandat zaznamovalo to težko obdobje, ko tudi sam osebno nisem mogel biti toliko aktiven, kot sem si želel, da bi odpirali druga vprašanja.
Je pa res, da je po času korone sicer minimalno padlo število pritožb. V času korone se je to bistveno povečalo, ampak je pa vseeno bistveno povečanje tudi sedaj v primerjavi s časom pred korono. Tako da, kot ste sami ugotovili oziroma predvidevali, vedno več ljudi se obrača na nas in vedno več imamo tudi pobud. Kere so tiste, recimo temu, najbolj pereče teme, ko se na vas obračajo, pa naj bo to prošnja za pomoč ali kot pravite neka pobuda. Kere so tiste tematike, ko sicer jaz malo predvidevam, vem, kaj boste rekel, ampak dajte kar sam povedati, kaj so v bistvu ta splošna področja, ko se ljudje največ na vas obračajo. No? Največ kršitev v bistvu ugotavljamo na področju tako imenovanega načela dobrega upravljanja, kar pomeni, da državni organi lokalnih skupnosti in pa nosilci javnih pooblastil prebivalkam in prebivalcem ne odgovarjajo na njihove pobude, na njihova vprašanja, na njihove predloge in to kaže zelo slabo luč delovanja države. Drugače po samih področjih, ki jih varuh pokriva 24, je zelo veliko pritožb na področju izvajanja socialno-varstvenih storitev. V lanskem letu in pa letošnjem je zelo velik priliv pritožb z področja osebne asistence, dolgotrajne oskrbe, skrbi za starejše, šolstvo, pa seveda policija, zaporniški sistem, pravzaprav v vse pore našega življenja, vprašanja pridobivanja bivalnih in drugih dovoljenj za tujce. Tako da je zelo široka področja so in na videz bi rekel, da je pač največ pa prav socialno-varstvenih vprašanj. Na vaši spletni strani tudi dost pišete ko ste že zdaj v bistvu sam rekel, o invalidih, osebah z invalidnostjo, je kar nekaj zadev, kar se tega tiče, tudi pri vas objavljenih. Kakšne se vam zdijo človekove pravice invalidov, pa ne vem, če se bom prav zdaj izrazil, a se vam zdi, da država v zadnjem času gre invalidom bolj naproti, se pravi, da bi jim nekako probali pomagati, ali se vam zdi, da se država oddaljuje od tega? Invalidi so ustavno zaščitena kategorija prebivalstva in to je v ustavi zapisano. Nenazadnje invalide ščiti tudi konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov in skozi to se tudi na podlagi pobud se ukvarjamo s tem področjem. In moram reči, da strani invalidov prihaja vedno več pobud in veliko delamo na tem področju. Zdaj primerjati, ali država vedno več dela za invalide ali se oddaljuje, bi rekel, da je sorazmerno težko. Po drugi strani pa moram poudariti, da se kaže vendarle trend, da bi država morala narediti več za invalide, da nekatere pravice se jim skuša odvzeti, da se jih skuša omejevati. Nenazadnje mi opozarjamo zelo intenzivno zadnja 3 leta na to, da se zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki je bil sprejet leta 2010, da bo leta 2025 stopil v popolno veljavo. Zakon predpisuje tudi dostopnost do vseh javnih poslopij, do javnih storitev za invalide. Država pa to nekako ignorira in je daleč od tega. Mi smo v predlanskem letu opravili tudi analizo dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide in prišli do katastrofalnih
ugotovitev. Zdaj nekako delajo na tem pospešeno, da bi bili centri za socialno delo bolj dostopni. Smo pa že v letu 2016 začeli s prvo analizo dostopnosti slovenskih sodišč. Zdaj trenutno pa poteka analiza dostopnosti vladnih poslopij in pa poslopij posameznih ministrstev invalidom. Odgovori, ki prihajajo, moram reči, da nisem bil vesel, da sploh nisem vesel. Ne nazadnje, ravno danes sem videl, da eno izmed ministrstev načrtuje izpolnitev dostopnosti do 31. decembra 2026, kar pomeni eno leto prepozno. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov jasno predpisuje, da mora biti vse dostopno do 31. decembra 2025. Tako da ima država tukaj še veliko za narediti. Po drugi strani, kar se tiče samih invalidov, opozarjamo na to, da je potrebno zagotoviti vse možnosti, da invalidi živijo v domačem lokalnem okolju, da je to ne nazadnje tudi konvencijska pravica, da je potreba izvesti deinstitucionalizacijo, ne da se odpira zgolj inštitucije. Poleg tega inštitucije so vse prezasedene, čakalne dobe so zelo dolge. Mi pa govorimo o tem, da je treba država v sodelovanju z lokalno skupnostjo mora invalidom omogočiti življenje v domačem okolju, kar ne pomeni doma, ampak v domačem poznanem okolju. To je deinstitucionalizacija, to, da smo izvedli v zadnjih letih 2 decentralizaciji 2 zavodov, je sicer majhen korak v približno pravo smer, ampak še zdaleč ne pomeni deinstitucionalizacije. Na tem vztrajamo in pričakujem, da bodo ministrstvo in pa vlada v to smer tudi delovali. Jaz bom mogoče tukaj sem še dodal, nekateri, ko to poslušate, ne veste, da dejansko tudi jaz sem popolnoma slep, in ko ste omenjali tele prilagoditve javnih inštitucij, bi si tudi sam želel, tudi naprimer bolnica, zdravstveni domovi, pošte, se pravi vse te javne ustanove, da bi se delali več na tem, da bi bilo vsem invalidom to dostopno. Se pravi, da jaz lahko od točke A, se pravi od doma, pridem sam do točke B, se pravi do tiste ustanove, ko jo dejansko potrebujem. To je v bistvu običajno življenje, ker ne glede na neko fizično oviranost, naj si bo to gibalna oviranost ali pa slepota, gluhota, mora biti vsem ljudem omogočen enak dostop do storitev. In to tudi zakon o izenačevanju možnosti predvideva. Ampak mi tukaj ne razumemo države, da tega ne izvede. In kot ste sami rekli, zagotovo to je neka civilizacijska pravica, ki nam ni razumljivo, da se to ne naredi. Ali da se pozabi, ali pa morda celo, da se reče, da je to predrago. Doskrat to slišimo, to ta zadnja stvar, tudi sam sem že to marsikje slišal, da je veliko stvari dejansko predragih, čeprav... Lejte, če smo čisto v zvezi z vašo slepoto, taktilne oznake in oznake v braljevi pisavi niso predrage. Ne. Mi smo sami tudi v prostore varuha človekovih pravic prilagodili tako gibalno, kot tudi senzorno oviranim in lahko povem, da je zagotovo strošek gradbeni strošek, to se pravi za osebe na invalidskih vozičkih, kar se pa tiče slepih, slabovidnih, gluhih in naglušnih, pa to ni tako velik strošek, da si ga ne bi vsakdo lahko privoščil. Res je. Zdaj, ko ste že prej omenil, ena zelo takih aktualnih tem je osebna asistenca. Na vas se ljudje dosti obračajo tudi z vprašanji na to temo. Kaj je v bistvu tukaj, jaz sem samo takole si zapisal povzetek, kaj dejansko je težava, pa verjetno nisem to,
ampak recimo dodatek za pomoč in postrežbo, naprimer, že ves čas to nekaj hoče država odvzemati invalidom, tudi uporabnikom osebne asistence, potem zmanjšanje družinskih članov iz 2 na 1, se pravi, da so kot osebni asistentje, potem, da po noč, v nočnem času ne bodo nekateri več tudi oproščeni do osebne asistence, tudi taki, ko so naprimer na vozičkih, to zdaj sem tako tukaj berem, ampak zanima me, kako vi vidite vse te stvari, mislim, kaj se vam zdi, če lahko tukaj dejansko odgovorite, ker verjetno vi dobite veliko vprašanj na to temo, ne? Pa da bi vse v enem zajel, pa povedal par stavkov. Ja, zelo veliko vprašanj dobivamo na te temo in zelo smo aktivni, kar se tega tiče. In najprej bi rad rekel, da zakon o osebni asistenci, sama osebna asistenca je zagotovo zelo velik dosežek, ki ga je dosegla Republika Slovenija, vendar se ga ne izvaja tako na način, na kakršen je bil namen. To je samostojno aktivno življenje invalida s pomočjo osebnega asistenta. Mi ugotavljamo, da je država, ko je ugotovila, da je več potreb po osebni asistenci, kot je načrtovala, tukaj se vidi, da je očitno napačno načrtovala, vedno več poskusov je poseganja v to pravico. To se pravi zmanjševanje ur osebne asistence, tudi glede na to, da vse okoliščine niso spremenile, zakon se ni spremenil, se pravi, so to arbitrarni posegi v neke pridobljene pravice, kar pa je protiustavno in mi na tem vztrajamo. Mi budno spremljamo, kaj se dogaja s tako novim zakonom o osebni asistenci, ki naj bi prišel. Veliko priporočil smo dali tudi Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve na to temo. Ugotavljamo stvari, ki se ne smejo dogajati. Pravica do izbire osebnega asistenta ne more biti omejena zakonsko, kar pomeni, da ne razumemo, da bi se družinske člane izključevalo iz tega, ker ne nazadnje pravica do osebne asistence je pravica posameznega invalida in on si lahko izbere osebnega asistenta, ne more pa država predpisati, koga si lahko izbere za osebnega asistenta, ker to je njegova osebna odločitev. Tako da tukaj je veliko pomislekov, moram pa nažalost ugotoviti tudi to, da v lanskoletnem poročilu, se pravi za leto 2022, ko sem ga predstavljal v Državnem zboru, smo kar nekaj priporočil dali na temo osebne asistence in pa pravice invalidov. Vlada je v svojem odzivnem poročilu 10 naših priporočil zavrnila zaradi nestrinjanja, od tega 8 z področja invalidov in kar 6 od teh z področja osebne asistence. Tako da je to zagotovo nek vroč kostanj, nad katerim bdimo in budno opazujemo, da ne bi prišlo do kršitev pravic invalidov. Ja, jaz to kar takole, se že da Facebook odpreš, pa pogledaš skupine. Veliko se piše o tej tematiki, ne, in tudi varuha doskrat omenjajo, da zakaj to ni tako, pa to ni tako, ne, ampak kot ste tudi že vi povedal, ne, oziroma kot velja pravilo, vi dejansko zakona ne morete spremeniti. Ne. Če jaz po domače razložim, lahko pa se pravi predlagate državi, kaj naj naredi na nekem področju, da bi se stvari zboljšale, če sem prav zasledil. Varuh človekovih pravic ni izvršilna oblast. Tako, ker mrzkdo to misli, zato bom čisto rekel, ker berem objave, mrzkdo misli, da boste vi zdaj jutri naredili lahko, ne vem, da boste premaknili Triglav za 20 metrov desno, bom čisto rekel. Tako je, to je zelo veliko, krat so pričakovanja ljudi pač napačna. Varuh človekovih pravic, njegovo najmočnejše orožje so priporočila.
In s tem, ko varuh da priporočilo, da se neke anomalije popravijo, da se odpravijo kršitve človekovih pravic, je potem na izvršilni oblasti pa zakonodajni oblasti, da to sprejmejo in da to izvedejo. Če pa to ne naredijo, pa varuh drugih pooblastil nima, jih lahko vedno znova pozivamo, da to naredijo, vendar varuhova priporočila tudi niso zakonsko obvezana. Ne zgolj v Sloveniji, ampak povsod po svetu. Tako da varuh samovoljno ne more spreminjati niti državnih aktov, niti odločb, niti sodb sodišča, niti zakonov. Lahko pa priporoči, in to tudi počnemo, vladi, da pripravi zakonodajo, ki bo odpravila te anomalije. Nažalost moram ugotoviti, da imamo več kot 100 priporočil varuha iz preteklih let, ki niso še uresničena. To pa kaže na stanje oblasti, ne na to, kaj je varuh ni naredil, vendar oblast, ki tega ni upoštevala. Če dam samo neko vzporednico, vedno več imamo tudi neizvršenih odločb Ustavnega sodišča, ki jih enostavno oblast ignorira in jih ni implementirala v zakonodajo. To se pravi, tukaj je, če lahko po športno rečem, žogica na strani oblasti, to se pravi vlade in pa državnega zbora. Če nasplošno pogledava vaša ocena, ko glih o tem debatirava, koliko se vam zdi nasploh, da država vas posluša ali pa vas upošteva recimo v tem smislu? Ampak za vse teme gledava. Ja, glede na vse teme in vse naše priporočila, jaz moram reči, da veliko večino priporočil država tudi izvede in jih realizira. Majhno število jih zavrne, s čimer mi seveda se ne sprijaznimo. Nekatere ne realizira ali jih zgolj delno realizira, ampak tam bdimo, da jih potem še in vedno znova državo opozarjamo na to. Jaz mislim, da je vedno znova potrebno vztrajati na tem, da država realizira priporočila varuha in da jih tudi upošteva. Jaz mislim, da je pa spet odvisno tudi ne nazadnje od posameznih resorjev in pa posameznih občin, kako zrel je tisti, ki je nosilec oblasti, ali ta priporočila sprejme in realizira, tako da ne bi mogel reči, da nas nekdo ne jemlje resno. Zagotovo so nekateri, ki nas ne jemljejo resno, ampak se morajo zavedati, da bodo ne nazadnje to neresnost plačali potem tudi na volitvah. Zdaj je ena tema, ko se pa najbrž samega varuha toliko ne tiče, ampak najbrž se na vas tudi obračajo precej. Je pa tale zdravniška stavka, kar traja. Ne? Zdaj, kakor sem jaz to zasledil, vi dejansko niste toliko s tem povezani oziroma ne pokrivate toliko tega področja. Sem prav to zasledil? Ne, področje zdravstva zelo pokrivamo. Pokrivamo. Ne nazadnje sem prejšnji teden pozval tudi na sestanek predsednika vlade Goloba in pa ministrico za zdravje, na katerem smo govorili o tem, da pacienti ne smejo biti talec zdravniške stavke, da mora vlada sprejeti vse možne ukrepe, da bodo ljudje lahko dostopali do ustavne pravice zdravstvenega varstva. Mi se zavedamo, da je stavka legitimen cilj za doseganje ciljev, vendar tukaj trčita dve človekovi pravici. Eno je pravica do stavke, drugo je pa pravica do zdravstvenega varstva. In naloga oblasti, države, vlade je, da omogoči ljudem tako stavkanje, kot tudi izvrševanje pravice do zdravstvenega varstva. Tako da mi se s tem veliko ukvarjamo. Mi tudi dobivamo veliko pobud, ne ukvarjamo se pa z sindikatom. Mi nimamo nobenih pooblastil do sindikata, sem pa že 2 tedna po začetku stavke, ko smo dobili odzive pobudnikov in pobudnic, predlagal oziroma apeliral tako na sindikat kot tudi na vlado, da se pogajata in da čim prej razrešita
nastalo situacijo. Žal se do zdaj še to ni zgodilo. Traja pa to že kar predolgo, če smo čisto iskreni. Moje mnenje je tako, ne, da v bistvu se niti zgoditi ne bi smela stavka, ker zdravnika, ko rabaš, ga rabaš, ne, in to je dejstvo. Mi ljudje nismo avto, ne, če avto crkne, zamenjaš del in je to, ne, pri ljudeh pa to ni tako, ne, mislim. Ja, ampak zagotovo imajo vsi ljudje pravico do stavke in izražanja svojega mnenja, ne, in to tako tudi zdravniki. Kot pa sem prej povedal, vsako pravico, človekovo tudi pravico do stavke, se da pa omejiti z zakonom. In na zadnjem srečanju s predsednikom vlade in ministrico sem izrazil tudi pričakovanje, da bo vlada čim prej spremenila zakon, kjer bo napisala, da ne glede na stavko, da morajo v času stavke, tako kot za otroke do 18. leta in starejše nad 65 let, da mora biti tudi izvajanje zdravstvenih storitev za invalide in pa kronično bolne. To sta dve ranljivi ciljni skupini, ki potrebujeta zdravstveno oskrbo, in jaz sem razumel predsednika vlade, da je to slišal in da bo vlada to tudi uzakonila. Tako da mi se moramo zavedati, se pravim, po drugi strani pa, da stavkanje vsakega je dovoljeno. Tako, to se strinjam tudi jaz, ja. Legitimna pravica, da pa mora oblast pa biti tista, ki se odloči, na kakšen način pa vseeno ljudje prihajamo do, v tem primeru, zdravstvenih storitev. Ja, ja. Povejte mi za na konec, kdaj se naj nekdo obrne na vas? Kakšna je tista, recimo, situacija, ko pa lahko nekdo reče, da bom pa varuha vprašal za mnenje ali pa nek predlog podal, karkoli. Kdaj je tista, se pravi, kdaj se lahko nekdo obrne dejansko na vas v tej situaciji, če karkoli pride? Vedno, kadar človek meni, da mu je nekdo kršil človekove pravice. Vedno. Ni varuh tisti, ki ga je treba čakati, ne nek določen čas, ampak ko imam občutek, da so mi kršene človekove pravice, da pa sem sam tudi že nekaj naredil, da bi se mi odpravile, pa vendarle ni odziva, takrat se obrne na varuha. Moram reči, da smo kot inštitucija vedno tudi dostopni, naj si bo po brezplačni telefon. To sem vas hotel vprašati, ja, kako se lahko kdo obrne na vas in kaj je v bistvu zaželjeno, da že v prvem sporočilu nekdo napiše, ko se obrne na vas, da recimo temu tako, da je čim manj komplikacije, da za situacije, da primer steče čim hitreje naprej, da ni dodatnih vprašanj z vaše strani, če dobite pomanjkljive informacije. To se pravi, kot sem že začel, možnost dostopa do nas je ali po telefonu, brezplačnem telefonu, potem po elektronski pošti, fizični pošti, na naši spletni strani in pa že v več kot 60 slovenskih občinah imamo tudi varuhov kotiček, tam se dobi prednatisnjeno pobudo, se jo izpolni in pošlje k nam. Kaj pa se potrebuje? Najprej ime in priimek tistega, ki zatrjuje kršitev, kajti anonimnih pobud v skladu z zakonom varuh ne obravnava, potem kdo je kršil in katero pravico. Potem pa že mi začnemo. To se pravi, čim več dokumentacije, ki jo človek že naredil, in pa da opiše tudi, kaj je že sam naredil, da bi to kršitev odpravil. Se pravi, ne vem, z centra za socialno delo dobite neko odločbo, s katero niste zadovoljni, se boste obrnili na varuha, pa vam bomo mi povedali, da najprej se treba pritožiti na odločbo v roku 15 dni. Če se niste pritožili, je pravnomočen, nimamo več kaj narediti. Tako da je vedno treba, človek mora najprej sam narediti postopke, potem pa se obrne na varuha, da lahko pomaga. Je pa tako, da kadarkoli je kakršenkoli občutek vsakega posameznika, da so mu kršene človekove pravice, naj se obrne na nas in mu bomo mi že potem pomagali priti do popolne dokumentacije, da bomo zadevo lahko obravnavali. Povejte mi, bi odvodil še en mandat, če bi imel to možnost?
Možnost vsekakor je, ampak moram reči, da je trenutno toliko aktualnih zadev, nenazadnje, ki ste jih tudi naštevali, da o tem nisem resno razmišljal. Videl bom v času do jeseni. Jeseni moramo najprej, nam kot inštitucija moramo obvestiti predsednico države, da se mi mandat izteka in da se lahko naj prične z postopki za izvolitev novega varuha človekovih pravic. Takrat se bom pa sam tudi odločal, ali bom poskusil še en mandat ali ne. Zagotovo je to delo, ki mi je zelo všeč. Moram pa reči, da niti intimno, niti zavestno še nisem o tem razmišljal ali se odločal. Ja, jaz se vam moram zahvaliti, da ste si vzeli čas, pa da ste se majčkeno pogovorili z mano. Mislim, da bomo vsi kar nekaj zvedeli z tega intervjuja, tudi z teh aktualnih tem, ko sva se pogovarjala, no, ker se mi zdi, da to so zdaj nekako najbolj take pereče teme v tem času. In je tudi prav, da ste pokomentirali vaš vidik, kako vi vidite situacijo. Tako da jaz se vam moram res zahvaliti. In seveda, da bi čim več primerov rešili v korist, seveda, da se zadeva reši, no, bom tako rekel. Hvala lepa tudi vam za to iniciativo in pa nenazadnje možnost, da sem lahko gostoval pri vas. Mi je bilo veliko veselje in čast, da ste se obrnili name in da ste me povabili, da sem lahko danes bil vaš gost. Upam, da bo tudi vašim poslušalkam in poslušalcem kaj v pomoč to, kar sva se danes pogovarjala, in pa da jim bo odprlo vrata do tega, da se bodo obrnili na varuha, če bodo ugotovili, da potrebujejo. Hvala lepa, tudi jaz vam želim vse dobro, pa še enkrat hvala za obisk. Ni za kaj. Vse ostale pa vas povabim, da se nam pridružite tudi v našem Discord serverju. Vse povezave so v naših platformah objavljene, kjer v opisu se pravi tega intervjuja in tudi na spletni strani portal100.si. Drugače pa smo tudi na Facebooku in Instagramu. Poklikajte in seveda se slišimo do prihodnjič.